Spominjam se mojega dedka. Umrl je pri 103 letih. Preživel je 3000 stoletja. Živel je leta 1889, torej 2 leti iz tistega stoletja in 1 leto iz 21. stoletja je ujel. 3 stoletja je torej ujel. Moj dedek, ki je bil v vojni, naprimer, je bil v obeh vojnah, prvi in drugi. V obeh vojnah je bil ujetnik, obakrat je bil obsojen na smrt in obakrat je pobegnil. Enkrat v Sibirijo in enkrat v Nemčiji. Iz Rusije in Nemčije je pobegnil in prišel nazaj domov iz Sibirije. In trajalo je 6 mesecev, da je prišel nazaj. Govoril nam je zgodbe in ena izmed teh zgodb, med mnogimi, ki jih je povedal, ena izmed teh zgodb je bil v jarku, bojnem jarku, in vedno je molil, da ne bi nikoga bilo treba ubiti. In videl je sovražne vojake, ki so poškodovani, išel do njih in molil z njimi in Sveti Duh mu je povedal, ne premikaj se, ostani v jarku. In namestnik jim je dal ukaz, da se morajo umakniti v naslednji jarek, zato ker so Nemci prišli preblizu in so se morali umakniti nazaj po liniji, v prejšnji jarek. In rekel je, Bog mi je rekel, da naj se ne premikam iz tukaj. Če boste tukaj ostali, boste preživeli. In namestnik je rekel, ti si absolutno nor. Se že vidimo, tanki so že čist nad nami, kmalu bojo tukaj. Vsi so se umaknili v prejšnji jarek in potem je padla granata v tisti jarek in jih je pobila. In ko nam je govoril zgodbe, sem ga vprašal, kako lahko govoriš z Bogom? In on mi je rekel, sin, ne poznaš Boga. Jaz sem pa rekel, pa saj vem vse, kar bi moral vedeti o Bogu. Ja, vem, da veš. Vse, to je res je. Ampak ne poznaš pa Boga. Me razumete? Preprosto je iti v cerkev. Preprosto je iti v cerkev. Preprosto je vrniti desetino, upam da. Preprosto je držati soboto. Ampak malce več je potrebno kot samo to. Nekega dne se spomnim, da nam je policija rekla, ga je ujela, ko je delil Biblija in so ga pretepli na cesti s čevlji, s škornji, v trebuh, v usta. Popolnoma so ga polomili, notranji organi, vse. Bil je popolnoma v krvi obležal. In tam so ga pustili, ker ni dihal in so mislili, da je že umrl. In nekaj mesece je bil v komi, v bolnici. In ko se je zbudil iz kome, mu je babica povedala, da je cela cerkev molila za njega. In zdaj, ker je bilo 9 otrok, so se že začeli pogovarjati, kdo bo prevzel njegove otroke. In ko se je zbudil iz kome, prva stvar, ki je naredil, je začel peti, da mu je Bog dal privilegij, da je lahko trpel za Boga. In potem rekel, če mi je Bog dal še več dni, bom jaz dal še več Bibliji, če je to Božja volja. In je šel nazaj in je preučeval Biblije z ljudmi. In potem se ga vprašal, zakaj to počneš? In on me je vzel na roče in mi povedal. On je delal. Po poklicu je bil tesar. In spominjam se, ne vem, kako to v angleškem rečete, ampak to je tisto, kjer brusiš nože gor na tem. In on ni imel motorja za to, ampak je imel tako pedalko, da se je vrtelo in je brusil nože. In prenehal je in se ustavil in me je vzel na roče in rekel, sinko, to je bil trenutek, ko sem vedel, da ni hec, zdaj, ker če on začel stavek z sinko in povedal mi je, kaj misliš, da od jutra do večera, kaj imaš na mislih? In sem rekel, vse. In on je rekel, vidiš, to je razlika, v mojih mislih je samo ena reč. Me razumete? Kaj je v vaših mislih? Rekel je, v mojih mislih je samo ena reč. Pel je cel dan. Nikoli v mojem življenju ga nisem slišal, da bi bil tiho. On je pel od jutra do večera, 24/7. In vedno je pel pesmi o drugem prihodu. In vprašal sem ga, zakaj poješ ves čas? In rekel je, zato, ker se pogovarjam z Jezusom. In to me spodbuja k petju. In rekel sem, ja, saj mi se tudi z Jezusom pogovarjamo. In rekel je, ne, če bi se tudi ti pogovarjal z njim, bi tudi ti pel. Mi mislimo, da poznamo Boga. Ta človek pa
pa je dneve in noči neprestane molil. Delal je in I molil. want you to think about this. Razmislite o tem. The disciples Učenci walked with God. so hodili z Bogom And 3,5 leta cannot be closer than that. They walked. in ne moreš biti bliže od tega. Hodili so z Bogom, jedli so z Bogom, Okay? They spent time with the Čas Creator, eating together, so sleeping imeli z together, Bogom, walking spali z together, njim, hodili z working njim, together. delali z njim And they still had no in power. še vedno niso imeli moči. No Brez power moči, to da bi come privabili to svoje Jesus, otroke k no Jezusu, power to save brez others, moči, no power to da heal bi sick, no zdravili power to bolne, deliver the brez demons, moči, no da bi power to osvobodili break the dead, obsedene, no power. They brez still veli no power. za dvigniti No mrtve, baptism, brez no moči, nothing. brez krstov, brez vsega. Until Dokler ni bila zgodba iz zgornje what izbe. happened in the upper room? Kaj se je zgodilo v zgornji izbi? Think about this. Razmislite o tem. When Mojzes, the Amalekites attacked Ko so Israel, Amalekiti napadali Izrael v divjini, what God told him, puščavi, go on the mountain, Bog mu je rekel, pojdi na goro in moli. and Aaron In Aaron in Hor sta držali njegove roke po konci, supporting him in prayer. da bi ga podpirala v molitvi. I want to go a little into the subject. Poglejmo Uh, malce v to temo. my grandfather would say to me, Moj dedek mi je rekel, unless razen če si daš svoj cilj življenja, ne tvoj stres, ne tvoj biznis, ne tvoja služba, ne tvoji računi, zdravje, družina, ne ti, ampak razen če pozabiš vse to in daš edini cilj, da bi spoznal Boga, če tega ne narediš, nisi kristjan. Hodiš v cerkev, ampak vseeno izgubljaš čas. Ko bo prišel, bo samo rekel, ne poznam te. To so hude besede. Rekel bo, nisi kristjan. Prenehaj hoditi v cerkev. Slabo predstavljaš Boga s tem, ko hodiš v cerkev. Nisi kristjan. Razen če vse te stvari izgine in imaš samo še en cilj. let me go a little into the subject. Naj se malce poglobim v to temo. When we moved from Ko smo se mi preselili iz Romunije US, v Ameriko, we closed our smo zaprli podjetje in šli v službo, ministri. Smo zapustili Romunijo in šli v Ameriko. Nismo želeli v Ameriko, ne zato, ker Amerika ni lepa, ampak Amerika je čudovita. Ampak nismo hoteli priti zato, ker nismo znali angleško, nobenega nismo poznali in samo življenje se je obrnilo na glavo. In kdo si želi svoje življenje obrniti na glavo? To ni prijetno. And we are not poor, you know. Nismo ravno revni. We had what we Imeli smo and so denar. we gave up everything. Torej vse smo It was not easy. prodali in And to my ni wife, sometimes she just enostavno. says, okay, In moja žena mi je preprosto for rekla, me, I like my car, zame meni je všeč avto, I like my things, I always moje want reči to so have mi something. všeč. Vedno sem si želel imeti I stvari. have my tools, Jaz imam avto in orodja touch my tools, you are in in trouble. bolj, da se ne dotikate mojih orodij, če ne boste v težavah. No, kakorkoli. You know what I am talking about. Veste, o čem govorim. Moving your head. Vidim, da že kimate, ja. I should pray for you too. Moliti moram za vas. Anyway, Kakorkoli. so we moved. Preselili smo se When we in ko got smo here, prišli sem, do you think mislite, da je lahko predati se Bogu? Ni lahko. when Ko we smo got pa here, prišli sem, nismo imeli zavarovanja, no work permit, brez dovoljenja za delo, no brez denarja, brez službe, no English, brez angleščine. email, Predstavljajte si, ljudje or just so nas nesramno obravnavali, because they would zdaj, ker nismo razumeli. didn't understand. You would Prišli come so close, čisto touch my do mouth mene, and do scream. obraza in so And kričali. scream, I understand In that ko so you- kričali, you can kot da speak bom the boljše word, razumel it's angleščino. okay. Nič ne razumem, če ne razumem. They thought if they touch Mislili louder, so, da če bojo glasno instantly kričali, going, da bom instantno razumel angleščino. Nesmisel. that was offending To je bilo zelo žaljivo. that I was In namišljal sem si, da sem izobražen, da sem nekdo in instant sem postal nihče, zato ker sem šel v drugo državo. thousands of students in Med Southern toliko Africa. I don't know how many, tisoč it doesn't matter. So many študenti students there, I was tam nobody. sem bil nihče. They all had cars. In vsi so imeli avta, I had jaz cars, nisem imel niti avta. you know, walking Jaz sem imel avto apostolov, hodil sem. Ja, hodil sem. to school and walk to V church. šolo in v cerkev. When we wanted to go grocery shopping, Ko smo šli po nakupih, go to the store because we smo walked šli najbližjo trgovino, zato ker And so smo bili in peš. that situation, V tej situaciji torej you wonder why God, se sprašujete, zakaj Bog ne dela čudežev za vas? because you don't need a miracle. Zato, ker ne potrebujete čudežev. Zelo preprosto. Because God did miracles for us. Zato, ker Bog je naredil čudež za nas, zato, ker smo ga potrebovali. It was Vsak dan. necessary to survive. Potrebno je bilo, da smo preživeli. So we prayed quite Torej, molili smo kar precej. you had Manj kot imaš, bolj si odvisen od Boga. Več moliš. In včasih sometimes mora Bog dovoliti neke reči, da bi nas naučil, da smo odvisni od njega.
In ljudem to ni všeč, kaj ne? Ni nam to všeč. Jaz imam probleme celo spustiti majhne stvari. Si rečemo, koliko ljubim Jezusa. Vesel sem dati življenje. Ne, to ni res. To ni res. Hitra zgodba v zgodbi, pa bom šel naprej. Ko sem bil na Andrewsu, sem dobil drugi avto, eno podrtija Dodge Caravan. Ta podrtija od avta, sem ga kupil na aukciji. In prijatelj, ki je bil z menoj tam na aukciji, je rekel, ne kupi tega. Sem rekel, pa lej, poceni je. Nimam $50,000, to je samo $2,500, to si lahko privoščim. In celo televizijo ima noter. In 1998, če ima avto televizijo, to pomeni, da je nekaj. Takrat je to bilo izjemno. TV ima. On mi je rekel, sramota, krama je, ne kupuj tega, prepoceni je. Sem rekel, ampak želim si, všeč mi je. Tako sem kupil to avto in ta avto se je pokvaril v roku nekaj tednov. Menjalnik se je pokvaril. Zatakni se v drugi prestavi in ni se dalo spremeniti. In ja, vsi si predstavljate. Ni hotel zamenjati v tretjo prestavo in četrto. Ni menjal. In ko sem se peljal na avtocesti s full gasom, so vsi šli mimo mene in nekateri so trobili in mi kazali sporočila s prsti in tako naprej. In mi rekel, naj se odmaknem z ceste in grozno je bilo. In spominjam se, ko sem se vstavil, sem molil za avto in nič se ni zgodilo. Molil sem še bolj za prebojenje avta in nič ni bilo. Ponovno sem začel, drugo prestavo, nič boljš. Nisem izbire. Šel sem na smetišče, kupil rabljen menjalnik, ker nisem bil izbire, ker je bil nov predrag. Torej, dobil sem ta menjalnik, $500, plačal tudi mehaniku, $950 za menjavo in za menjalnik v 2 tednih in spet se je polomil. Kako sem sovražil ta avto, z dna srca. Šel sem nazaj na smetišče, kupil še en menjalnik, še enkrat $950 za vse skupaj. In zdaj se pa ne bom več peljal sem, prodal ga bom in nekdo druga bo kupil. Dal sem ga na prodajo, noben me ni poklical. Dal sem ga za $4,000, da bi tudi dobil nazaj denar. Nihče me ni poklical. Spuščal sem ceno, na vse žive bolhe sem ga postavil. Postavil sem ga pred trgovine in noben ga ni zanimal ta avto. Nihče ga ni kupil. Na koncu pa, ko govorimo o predaji, grem v cerkev in rečem svoji cerkvi, če je karkoli v vašem življenju, kar ne morete predati Bogu in dvomite in je težko predati, to je vaš Bog. Karkoli ne predaste, to je vaše čaščenje. Vi morda mislite, da častite Boga, ampak tega ne. Častite stvari. Po vsem tem sem tudi povedal cerkvi in sem molil. Prosim, pomagaj mi, da prodam to smet. Pomagaj mi, da prodam. In Bog mi je rekel, a me ljubiš? Sem rekel, ja, Jezus, si pripravljen mi dati ta avto? Sem si mislil, kar mega, to je smeti, laga imaš. In Bog je rekel, ali predajaš vse mene? Sem rekel, ja, potem mi daj ta avto. Koliko si plačal za njega? Z tega, ker potrebujem denar za nov avto. In zgodba je dolga in ne bom šel čez celo zgodbo. Ampak v bistvu, Bog ni več govoril z menoj. Bog je prenehal govoriti z menoj. In grozno mi je bilo. Zdaj, ker sem rekel, da ga ljubim z vsem srcem. Ampak nisem sposoben predati mojega avta. Nisem sposoben, če rečemo žiro račun, ki je bil skoraj prazen, nisem bil pripravljen predati tega. Če bi me Bog prosil za mojo hišo, majhen apartment, v katerem sem živel, bi se rekel, v redu. To je bilo vse v eni sobi. Kuhna, WC, vse v eni sobi. In nisem bil pripravljen tega predati. Težko nam je bilo predati. Še več, ko gre za kontrolo v našem življenju. Počnemo stvari, kot jih počnemo. Ne spustimo jih iz rok. Radi imamo stvari v svojih rokah. Torej, Bog mi je rekel, ti praviš, da me ljubiš, ampak ne moreš mi predati tvojega avta. Kako mi boš potem predal vse ostalo? In sem rekel, Gospod, dam ti avto. Na, tukaj je. In v tistem momentu me je poklicala sestra iz cerkve in mi rekla, jaz bi kupila ta avto. Jaz sem rekel, ne bom tega prodal.
sovražila me boš in nikoli več ne boš prišla v cerkev. In potem je rekla, moj brat ga je popravil zate, vem, da je smet, zato ga tudi želim kupiti. Ne morem si privoščiti avto za 30 000, samo 2500 imam. In sem rekel, zakaj bi hotela, če veš, da so smeti, zakaj bi ga hotela kupiti? Ti si govoril o predaji, jaz imam samo toliko. Bog me je navdahnil, da to vse preda. In želim voziti ljudi v cerkev vsako soboto in ta avto želim za to uporabiti. In to je vse, kar imam, to želim predati Bogu. Mož jo je zapustil, revna je bila in vse, kar je imela, $2500. In to bom predala Bogu. Sem rekel, vzami ga, ajde. Čez 10-15 let sem bil kasneje nekje druge in sem jo srečal. In se je vprašal, kako si? Dobro. In rekla, še vedno vozim tisti avto. Sovražil sem ta avto. Mislim, res. Pri meni se je zlomil, pokvaril 2-krat in ona to vozi 12-15 let. Zakaj še vedno dela? In rekla, zato, ker sem ga predala vsako jutro Bogu. Ja. Karkoli želite obdržati, zgubite. Prekleto. Kar pa daste Bogu, Bog skrbi za to. Ampak to ni tema. Bistvo je, da mi ne predamo stvari Bogu. In če se vrnemo nazaj. Jaz sem bil, smo bili brez denarja, brez vsega. In želel sem iti na šolo. Se spomnite prve zgodbe? Gremo nazaj, ko ni zgodbe. Hodil sem v šolo na Andrews in bil sem bolan. Imel sem alergijo in pike po celem telesu, rdeč. Vse me je srbelo in vse peklo. In sem šel z zdravnikom v Atlanti, v Georgiji, v Chattanoogi, v Tennessee in so rekli, da se ne da nič narediti. Stres. Dali so mi nekaj zdravila in druge stvari in nič ni delovalo. In nisem spal tiste noči zaradi srbenja, zaradi alergije in zjutraj sem šel v šolo brez spanca in v šoli nisem razumel niti besede od tega, kar so učili in hodil sem nazaj in jokal, zdaj, ker ni bilo smisla. Zakaj bi me Bog želel v to državo, ko pa nismo hoteli sem priti? Sovražil sem državo, angleščino in vse okoli mene. In spraševal sem se, zakaj tukaj? Zakaj pa, če sem imel dobro življenje? Zakaj bi uničil moje življenje? Bojeval sem se z Bogom. Se vam je to že kdaj zgodilo? Zakaj bi uničil moje življenje? Se sem imel življenje. In jokal sem in nisem spal. Dokler ene noči, ko je Bog meni rekel, nikamor ne boš prišel, dokler ne predaš popolnoma svojega življenja. In tisto noč sem bil pripravljen umreti. Tako me je bolelo, jokal sem celo noč. Nekje v 5 zjutraj, ko sem šel na kolena in sem rekel, Gospod, predajam ti moje življenje. Če želiš, da umrem, vseeno mi je. Naslednji dan sem šel v šolo in se stavil na vrtu molitve, molil sem in jokal ob deblu. To je bilo na tem vrtu molitve pred šolo in glasba je bila od zadaj. In ko sem glavo naslonil ob to deblo in sem začel jokati, sem rekel, Gospod, predajam ti moje življenje, predajam ti mojo družino, mojo prihodnost. Naredi kar češ. Tvoj načrt. Vse mi je, če umrem ali pa živim. In Bog mi je v misli spregovoril, to ni dovolj. Rekel sem, kaj pa še? Rekel, želim, da se mi vsak dan predaš tako. Nikoli te ne bom vodil, če se mi ne boš vsak dan tako predal. Vsak dan, ki si mi ne boš predal tako, te ne bom vodil. Ste slišali? In Ellen White je rekla, da je to življenjski vsakodnevni proces. Imam citat v prezentaciji. Vsakodnevni življenjski proces. Sem rekel, Gospod, vse ti predaj. Jutri bom ponovil to stvar. In ko sem molil, je prišel dekan verskega oddelka. Ne bom šel celo zgodbo čez, ampak rekel, mladenič, zakaj jokaš? Sem se zravnal in rekel, vse nisem jokal. Ja, seveda si jokal, vse imaš. In sem rekel, ne, to je od alergija. Nisem jokal, v redu je. In potem je rekel, da sem preveč ponosen, da bi priznal. V bistvu je imel prav. Zato, ker sem bil zelo ponosen in trmast. Nekako sem razmišljal o tem, da sem preveč ponosen. Ma bom preskočil to zgodbo.
Dokončal sem šolo. In Bog je deloval čudež vsak dan. Isto, kar smo ga vsak dan tudi potrebovali. In spominjam se, ko sem končal šolo in vsako jutro sva žena in jaz prišla skupaj in vsak večer sva prišla skupaj z otroci in smo pokleknili skupaj in molili: Gospod, danes ponovno se ti predajamo svoje življenje. Želimo danes, da bili popolnoma pod tvojim nadzorom tvojega duha. Ne vemo, kaj se bo zgodilo danes, ampak vemo, da želimo, da nas ti vodiš. Prosimo te, naredi, kar želiš. Dajem ti dovoljenje, da če živim, umrem, ali če želiš, da zapustim šolo, kar želiš. Karkoli ti želiš, naredil bom. Ampak moral sem priti do točke, ko sem bil popolnoma zlomljen, zato ker nisem bil pripravljen se predati. Niti malček. Mi predamo samo to, kar nam je udobno predati. Ne želimo predati vsega, samo pojemo: vse predam Gospodu. Tudi Satan lahko to poje. Čudovito. On zelo lepo poje. Ne gre se za to, kaj pojete, ampak za to, kar storite. Me slišite? In Bog me je moral zlomiti, zato bi sprejel to predajo. In še vedno, vsako jutro si vzamem čas, da predam, ker se tudi prepiram z Bogom, ker nočem predati. Ampak če se vrnem zdaj, dokončal sem šolo. V enem letu sem dokončal in diplomiral po Božji milosti. In potem sem se moral preseliti na Andrews in šola me je klicala. Povedali so mi, da se moramo preseliti iz apartmaja, zato ker bo naslednji teden se je začela šola in pridejo novi študenti. Nismo pa še imeli apartmenta v Andrewsu, nismo imeli nikamor se preseliti. Sem klical na Andrews in so rekli, da je treba čakati pol leta, da dobiš apartment. In mi nimamo apartmenta. Kaj ne torej storimo? Ker šola v Andrewsu se je začela čez teden že. Kaj lahko storiš? Nisem imel, nikjer nismo imeli zabivati. Torej spet smo molili: Gospod, če želiš, da gremo na Andrews, boš ti poskrbel, če ne, pa bomo šli kamorkoli. In Bog nikoli ne pove, kam greš naslednjič. In to mi ni všeč. Tega ti ne pove jutri. Danes ti bo povedal, kam greš. In to je to. In tako je treba živeti po veri. Treba ga je dovolj poznati iz preteklosti, da mu danes lahko zaupate. Mi me razumete? Torej, kaj smo storili? Molili smo in šola nam je rekla: pejte ven. In ko smo molili in neka žena, ki je skrbela za svojega očeta, je rekla: zakaj se vi ne preselite v mojo hišo za en teden, dokler ne greste na Andrews? Torej smo šli v to hišo, smo dali tja naše stvari, vse moje reči, stvari iz Samaritan centra, vse smeti, ampak ne glede na vse, naše stvari, nekaj knjig, nekaj škatle knjig, to sicer pogrešam. Preselili smo se tja v njegovo garažo, v njegovo hišo in dobil je klic od gospoda, ki je rekel, da prihaja iz Floride. Grem na Andrews, peljem se s kamionom. Konferenca mi je plačala, da preselim 2 pastorja na Andrews in ustavil se bom tam. In temu vozniku sem rekel, če ima prostora še za eno družino, romunsko družino, da bi pelali njihove stvari na Andrews. Takrat sem bil še mlad, si predstavljate? 32 let sem imel. Imate prostor, da bi pelali mlado družino? Rekel, ne, nimam. Sem že zapolnil polovico tovornjaka in sedaj bom napolnil še drugo polovico od drugega pastorja in nima več prostora potem. Ok. 7-8 ur kasneje, deževalo je, veliko dežja, res je, lilo je, kot da so nebesa se izlila. Kot iz škafa. Tovornjakar se je ustavil na robniku in takrat od robnika do hiše je malo trave, kar nekaj prostora do garaže, celo, zelenica. Naše stvari so bile daleč stran. Torej, voznik se je tam ustavil, pritekel in rekel z malo okroglo mizico, ki jo je dostavil, in potem je rekel čau. In on je rekel, kaj lahko naredim s temi otroki, kako jih lahko preselim? Se res, drugi pastor se je prebislil in ne gre na Andrews več. Torej, polovica tornaka imam prostora. Potem pa je rekel,
ampak ne bom čakal, dokler bo nehal deževati, ker moram jutri zjutraj že biti na Andrewsu. Torej nimam časa, da bi čakal, da bi nehal deževati. Tako da je ženo sva šla na cesto, v dežju, sva pokleknila in sva rekla, Gospod, če želiš, da se preseliva, ti lahko ustaviš dež. In tako je nehal dež padati. Gospod na drugi strani ceste je bil pastor v pokoju, zgledal kot Danny DeVito in gledal zraven njega bela hiša, majhna hiška in gospa učiteljica angleščine, morali bi izbrisati imena, ampak ona dva sta naju gledala. In prvo sta rekla, Pavel, ne premikati knjig v dežju, uničile se bodo, če jih boš v dežju premikal. Pokleknili sva, dež je nehal liti, v eni uri nekaj smo natovorili tovornjak in takoj, ko smo tisti trenutek, ko je voznik zaprl zadnja vrata, v tisti sekundi, v tistem trenutku, ko je zaprl vrata, se je spet ulilo. Gospod, upokojen pastor, se je začel obnašati zelo drugače, kot se to običajno. Začel je plesati, neke vrste svet ples. Bil kot, wow. Ja, v krogih je šel, vrtel se. Sem ga vprašal, če je vse v redu. Rekel je, ne moram si pomagati. Nisem še videl kaj takega v svojem življenju, pastorstva. V celem mojem življenju učim ljudi in sem jih krstil, ampak nikoli še nisem tega videl. In rekel sem, to je prvič, ko vidim, da je dež prenehal in dež ponovno začel. To je neverjetno. Ko je dež prenehal, sem mislil, slučaj. Ampak sedaj ne mislim več tako. Naslednji dan, mimo grede, voznik me je vprašal, daj mi adreso, kam naj to dostavim v Andrewsu. Sem rekel, nimam še naslova. Rekel, kaj pa naj storim s tvojimi stvarmi? Sem rekel, ne vem še, bom sporočil. Bil je, se delaš norca? Ne, nič se ne hecam. Rekel, bolje, da me pokličete in mi daste naslov, ker jutri zjutraj, ko bom na Andrewsu, ko bom tam, potrebujem, da nekje odložim te stvari. In moja žena, skupaj sva molila celo noč in zjutraj so iz Andrewsa poklicali in rekli, da imajo apartment za naj. Torej, poklical sem voznika pol ure pred tem, prednji je prišel in sem mu dal naslov. Pastor je šel od hiše do hiše in jim povedal to zgodbo. In vprašal sem ga, zakaj to počenja. In je rekel, ne morem si pomagati. Sedaj sem videl z lastnimi očmi. Ne morem si pomagati. Poslušajte, sošolci so me vprašali, dobri učenci, dobri ljudje, prijatelji moji, so me vprašali, zakaj bi to Bog storil zate, ne pa zame. In sem jim razložil zelo preprosto. Vi imate plačo, vi ste odgovorni od konference to pa to, vaši starši vam dajo denar, dajte mi ta denar, dajte mi to plačo, sponsorstvo in vse, apartment, vse, zavarovanje, dajte to vse meni in potem bo Bog naredil čudež za vas. Zelo preprosto. Ali želite imeti take preizkušnje, da bi imeli take čudeže? Zdaj, ker čudež je odziv na potrebo. Razumete? Problem je, ker si vsi želimo čudeže, ne želimo si pa potreb in preizkušenj. Je tako? Torej, če se vrnem nazaj. Zakaj? Zakaj niste vi tako kot moj dedek, ki je vedno pel in bil pripravljen trpeti in umreti za Kristusa? Zakaj ne pojete vedno? Zakaj ne skačete okoli in govorite vsakemu to zgodbo? Zakaj? Tega ne počnemo. Zakaj ne vidim tukaj ljudi, ki bi bili veseli in skakali od veselja? Ne govorim o tem, da se nekomu zmeša emocionalno. Ne govorim o tem. Ampak sprašujem se, zakaj nismo super srečni? Resno mislim. Hodim v cerkev in slišim, kako ljudje pojejo. Mrtveci pojejo. Zakaj nismo navdušeni? Tako kot moj dedek od jutra do večera. In se ga vprašal, zakaj poje. In je rekel, zato, ker se pogovarjam z Jezusom. Ker vem, da imam Jezusa. Sem rekel, ja, jaz imam tudi Jezusa. Ne, če bi ga ti imel, potem bi tudi pel. Vi veste o Jezusu, poznate ga pa ne. Zakaj? Če imamo najboljšo
najboljše novice v univerzumu. Zakaj nismo veseli? Se spomnite žensk, ki so prišle k grobu in angel jim je rekel, pridite in poglejte, nismo še videli in nismo še izkusili. Mi govorimo o tem, vemo o tem, ampak nismo še doživeli tega. Zato, ker ko boste resnično doživeli Božjo prisotnost v življenju, in to se ne zgodi, dokler se popolnoma ne predate, do ravni, do katere se predate, do te ravni vas Bog lahko prevzame in spremeni in uporabi. Bog ne more delovati z nečem, nad katerim nima kontrole. To, kar vi kontrolirate, Bog ne more kontrolirati. Samo to, kar ste predali Bogu, to lahko on uporablja. Do mere, do katere ste se mu predali. Mi se še nismo predali. Ni nam prijetno. Raj bi šel v cerkev in pel kumbojav in jedel tofu in ja, ni se pa lahko predati. Ni nam všeč predaje. Sovražimo predajo. Razlog, zakaj imamo konflikte v družini, v cerkvi, zato, ker se ne predamo. Ljudje, ki predajo, nimajo mnenja več, sploh. So fleksibilni. Kaj ne? Ljudje, ki umrejo sebi, se ne bojujejo, zdaj, ker mrtveci se ne bojujejo. Mrtveci so mrtvi. Pavel je rekel, jaz sem križen, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Rekel je, dnevno umiram, vsak dan. O Galačanih in Kološanih. Torej, če vi umrete, če se predate, ne bo več bojev v cerkvi, ne bo več bojev v družini in ljudje se ne bodo več bojevali. Če pa se bojujete, če imate mnenje, argumente, to pomeni, da se še niste predali. Mislite, da ste kristjan? Niste. Pojdite domov. Mi napačno predstavljamo Kristusa, zato ker se ne predamo. In ne predamo se zato, ker ljubimo sebe. In to je zaključek pod črto. Če resnično ljubite Jezusa, potem umrete sebi. Brez smrti ni življenja. Pika. Jezus je umrl, tudi vi morate umreti. Če pa se upirate, da bi umrli, potem vas mora Bog zlomiti, zato da bi se vi lahko predali. Je tako? In tako, če se vrnem nazaj, učenci so hodili z Jezusom. Niso pa imeli moči, zato ker so vedno imeli svoje načrte. Ali nimamo mi načrte? Tudi jaz imam načrte. Imam načrt, da bi kupil posest, zgradil hišo, če bi videli to. In resno mislim. Danes na letališču sem podpisal še en papir in banka mi je poslala nazaj. Sem rekel, imam načrte. Ampak vsak dan, ko grem nazaj in dam svoje potrebe pred Boga, rečem, Bog, to ni zame. Če bom to kupil zase, prosim, to ustavi. Če pa lahko uporabim zate, potem pomagaj, da bi to dobil. Rad bi to predal tebi. Rad bi bil blagoslov. Ne želim biti blagosloven. Želim blagoslavljati druge. Razen, če veš, da ne bom blagoslov, ne dovoli, da bi to dobil, kar bi bilo zame. Kolikokrat molite, da bi bili blagoslovljeni, ali pa da vam pomaga? Je tako? Nauk tega je, da bolj kot molite za blagoslov, manj ga boste dobili. Bog vas ne bo blagoslovil, če prosite za blagoslov. Šele, ko boste vi želeli biti blagoslov, vas bo Bog blagoslovil. In če se vrnemo nazaj, razmislite o tem. Samo takrat, ko so učenci predali vse v zgornji izbi, šele takrat je Bog deloval preko njih. In gremo čez to pot, ker jutri bomo šli po poti, kako se združimo v molitvi, kako dosežemo stvari v družini, v cerkvi, resnično dosežene, premaknejo. Ker ljudje veliko govorijo o rečeh, ampak preprosto jih ne storijo. Preprosto je govoriti in se učiti. Ampak ne delajo nič, samo govorijo. Torej, za primer. Bil sem v Wisconsin, nego let nazaj, leta 2000, ko sem končal na Andrewsu, ko sem šel v cerkev, prvič, ko sem jo dobil, je bilo, ne vem, 10 ljudi v tisti cerkvi, 15 ljudi, sredi zime je bilo. V Wisconsinu ta zima je bilo mrzlo do minus 34 stopinj. Si predstavljate tak mraz, 34 stopinj pod, noro mrzlo.
In šel sem v cerkev in neko soboto se spominjam, je bilo 9 ljudi. Moja družina 4 in še 5 ljudi. To je praktična in živa stvar je bila takrat. V cerkvi starejši ljudje med 70 in 92 let. Brez žalitve, spoštujem starejše in njihovo modrost, ampak ko imate cerkev 5 ljudi, ki so stari 90, ni veliko upanja. Ne? Je tako? To je tako, kaj bom storil s vami? Jutri boste umrli. Kaj tukaj počnem, sem se spraševal. In sem šel domov in povedal ženi. In sem rekel, da bi rad šel ven iz službe, ker je to depresivno. In tudi rekla, ja pa pojď, ne? Sem rekla, jaz sem mislil, da me boš spodbudila. Pa rekla, ja pojď ven iz službe. Zakaj? Zato, ker ne delaš tega, kar pridigaš. Ti samo pridigaš. Kaj misliš? Ja, povedal si danes, da če se resnično zberemo skupaj in vse predamo Bogu in predamo sebe in molimo skupaj, da bo Bog in se predamo in umremo sebi in pozabimo sebe, niti ne molimo več za sebe. Spomnite se v apostolskih delih, ko so se učenci zbrali v zgornji uzbi, niso prosili za blagoslov za sebe, čeprav so imeli potrebe. Niso niti mislili na sebe. Predali so sebe. Moj dedek mi je povedal, če ne pozabiš na sebe, še vedno častiš sebe. Torej, žena mi je rekla, pejdi ven iz službe, z tega, kar ne živiš, tega, kar pridigaš. Aha, ni mi všeč, ko ona to naredi. Ma tendenco, da to vsake tok časa naredi. Rekla mi je, naj jih zberem na kup. In rekel sem, koga? Teh 5 umrejočih gospa? Rekla, ja, te, ja. Teh moraš zbrati skupaj in moliti skupaj, da bi Bog obudil cerkev. Sem rekel, pa to je mrtvo, nič ni za obuditi. In je zanikala in rekla, kar pejdi ven iz službe. In vedel sem, da ima prav. Torej sem govoril z ženičkami, želite moliti? So rekli, ja, bi. Sem rekel, zjutraj, kdaj bi se dobili? In 92-letna gospa je rekla, o 5 zjutraj? Sem rekel, ne, morda ob 9. In gospa je rekla, ne, pastor, mi ne spimo veliko po noči. Mi, ko smo že toliko stari, in je razlagala te stvari in odkimavala. In potem je rekla, ob 6, pastor, je to v redu z vami? Sem rekel, ok, v redu, ob 6 se dobil. Zbudil sem se pri -34, da bi bil ob 5, sem šel v avto in da bi ob 6 bil v cerkvi. In avto je bil zmrznen. Ko podrgneš šajbo, ki je zaledenela in tvoje roke so ledene in potem sovražiš, da se moraš vstajati iz tople hiše, greš v avto in poskušaš, zmrzuješ že samo zato, ker se dotikaš volana in ko priješ do cerkve, se avto končno začne ogrevati, ampak takrat ga boš ravno ugasnil. In po molitveni je avto spet mrzel. Ni bilo prijetno. Ampak mi vstajali smo in hodili smo tja in tudi gospe so prišle tja. Čakale name. In molili smo skupaj. In povedal sem jim, ne bomo molili za sebe, pastor, ampak imamo potrebe, jaz sem bolna. Sem rekel, ja, vem, se si bolna že dolg. In rekel sem mi, molitev za nas bomo drugič molili, ko imamo molitev za drugega. V Svetem pismu piše, da ko 2 ali 3 stanovitno molijo enih misli, veste, kaj to pomeni? Da se strinjajo. Ellen White razlaga, da so bili združeni v namenu. Za eno reč, združili so se, pozabili so sebe, predali so se, vse so predali. In vsi so se združili za en namen. So rekli, Gospod, imamo potrebe, ampak mi bomo vse to predali in molili bomo za to. In potem je rekla, da so učenci predali vse in so molili za izlitje Svetega Duha. Molili so za obljubo. Svetega Duha imenuje kot obljuba, zato ker je Jezus obljubil, da bo poslal to lažnika. Torej, ko mi molimo skupaj v enotnosti za en namen, bo ta enotnost Bog odgovoril. In Biblija pravi, ker 2 ali 3 enih misli molijo, jim bo dano. Tako sem gospem povedal, ne bomo molili za vse ostalo, molili bomo, da bi Bog obudil to cerkev. In molili smo mesec, vsako jutro, ob 6. Mislite, da nam je bilo prijetno sredi zime v Wisconsinu?
Ni bilo prijetno. Upal sem srca, da po enem mesecu bo rekla, ok, 30 dni dovolj. Ampak so rekla, ne, pastor, ali lahko molimo še 30 dni, še en mesec. In rekli so, zakaj bi poželeli to? In so rekli, zato ker smo začeli moliti, ker čeprav nismo molili za sebe. Odkar molimo in prosimo za cerkev, da bi se obudila, so naši otroci nas pričeli klicati in drugi so nas, in ljudje nas obiskujejo in družine so se začeli izboljšati. Torej, zaznavamo, da odkar molimo, Bog blagoslavlja in ne želimo prenehati. In nadaljevali smo moliti skupaj na Jezusovo obljubo. Zelo neprijetno smo skupaj molili vsako jutro ob 6. In po 3 mesecih je cerkev imela 120 ljudi vsako soboto. In nismo nič evangelizirali, nič preučevali. Ko smo začeli z evangelizacijo, smo krstili približno 20-30 ljudi. V cerkvi, kjer je morda bilo 20 ljudi in krstiš še 20 ljudi, to pomeni, dvojno v cerkvi. Mi sledite? In cerkev je rasla in rasla in rasla. Zato, ker smo molili skupaj za izlitje Svetega Duha nad našo cerkvijo, za našo cerkev. Zakaj vi tega ne počnete? Iskreno vprašanje. Zato, ker vi, jaz vas ne poznam sicer, čudoviti ljudje ste, ampak vem, Jerryja poznam in Janet in pastor Zaka, poznam jih, ampak ne poznam pa vas. Morda ste absolutno čudoviti, božanski ljudje. Ampak kaj vas ustavlja, da bi skupaj prišli in molili skupaj za en namen? Glede na Božjo besedo. Zato, ker Jezus je tako rekel, ker sta 2 ali 3 zbrani v enem misli, jim bo dano. Zakaj ne molite? Bil sem v državi, zelo napredni državi, in sem srečal pastorje. In imeli smo 3-dnevni seminar za izlitje Svetega Duha, pozni dež. In sem jih vprašal, zakaj tega ne počnete? In pastor je rekel, če želite, da sem iskren? Ja, seveda, povej. Seveda želim, da si iskren. In rekel je, bojim se, da bi ga dobil. Rekel sem, česa se bojiš? Rekel je, da je preprosto iti čez te rutine z lučjo, ki jo imam že. Ampak, če storim to, kar ti praviš, potem se bo vsa luč spremenila. Bog bo vstopil noter in vse obrnil v smer, za katero ne pričakujemo. Kot v Abrahamu. Ali pa Mozes, pejdi k faraonu. Mi sledite, Bog bo vstopil in obrnil stvari na glavo. In on je rekel, nisem prepričan, če sem pripravljen za to. Ste me razumeli? Zato, ker mi ne maramo nepričakovanih, nenačrtovanih stvari in sprememb. Mi pravimo, da bi se radi spremenili, ampak jaz sovražim spremembe. Ko žena želi nekaj spremeniti v cerkvi, jaz pa želim, da ostane tako, kot je bilo. Ne spremenjaj, nič ne dotikaj se, pusti primere. Sovražim spremembe. Bojimo se moliti. Zato, ker če bi molili, bi Bog ukrepal, posredoval in storil stvari, ki so izven našega načrtovanja in izven normale. Mi razumete? In mi zato nismo pripravljeni. Zato, ker še vedno ljubimo svoje poti in svoj komfort. Ampak prisluhnite, Jezus prihaja. Tudi če smo slepi in ne vidimo, Jezus prihaja, ne glede na to. In če ne bomo storili sedaj, nikoli ne bomo storili. In ni več časa, da bi se igrali religijo. Ali ste noter z vsem, ali pa ste zunaj. Ni sredine. Mi sledite. Religija ni to, da hodite v cerkev. Tako preprosto je iti v cerkev. V bistvu je to prijetno. Dobro se počutite, zato ker ste naredili to, kar je prav. Šel sem v cerkev. Peli smo, molili smo, poslušali smo pridigo, smo jedli potlak in potem smo šli domov in smo se dobro počutili. Religija to ni. Religija je, ko se popolnoma predamo življenje, hišo, denar, zdravje, vse in popolnoma predamo Bogu. In vam je vse, kaj se zgodi z vami. Ne pravim, da morate dati vas denar. Če želite meni dati denar, super, dajte. Ampak ne pravim tega. Kar pa pravim je, da dnevno moramo umreti vsemu. Dobesedno.
Ljudje me kličejo in mi pravijo, zakaj bi Bog naredil čudež zate, ne pa zame. In izogibam se odgovarjati na tako vprašanje, zato ker nočem, da bi bili užaljeni. Ampak vprašam jih, a si se popolnoma predal danes, popolnoma predal, da bi Bog lahko kaj naredil, ali si samo želel nekaj, brez da bi se predal. Si pripravljen danes vse predati Bogu? Mi sledite? Ste pripravljeni izgubiti vse danes? Ste pripravljeni izgubiti življenje za Jezusa? Moj oče mi je povedal vsak dan, sin, zelo se vesel, da danes lahko umrem za Boga. Privilegij je to. In v bistvu tudi je na koncu. Bog je umrl za me. Vsak dan želim jaz umreti za njega. In to niso bile besede. Če poznate mojega očeta, bi vedeli, kaj govorim. Torej, če se vrnem. Če res želite spremembe v vaši družini in če res želite spremembe v vaših odnosih s kolegi, sosedi, karkoli, če želite spremembe v vaši cerkvi, potem ni druge poti. Spravite se skupaj, pozabite se ostalo in popolni predaj molite, da bi vas Sveti Duh prevzel in storite karkoli on želi storiti z vami, karkoli on želi z vašim življenjem. Naredite karkoli želi z avtom, hišo, denarjem, službo, karkoli, z družino, od otroki, karkoli. Gospod, to je tvoje, vse ti dam. Spominjam se, ko sva nekoč z ženo govorila, ker je bila potreba, ne bom povedal, zakaj sva molila, ampak velika potreba je bila in jaz naj bi odšel na misijo in z ženo sva se pogovarjali, koliko denarja imava in jaz sem rekel, dejva 20%, kar imava. In žena je pa rekla, ne, dejva vse. In moja žena je bila pripravljena dati vse. Ljudje mislijo, da sem jaz tisti, ki daje, ampak ona v bistvu odloča, ne, pri nama. Mi sledite? In tako sem rekel, dejva 20. Ona je pa rekla, ne vse. Sem rekel, draga, nekaj moram obdržati. Ona je pa rekla, Hananija, mi je rekla. Jaz sem rekel, dej no, sej ljubiva Jezusa. Ona pa je rekla, kar napiši ček, kar napiši. In res, jaz sem bil zadržan, sem ga težko napisal, ampak nisem bil srečen glede tega. In potem je rekla meni, ravno si izgubil blagoslov, pa se sem usedal. Ne, samo 20% si dal. Ne, poglej, le kaj sem napisal. Ne gre za to, kaj si ti napisal, ampak glede na to, kaj je v tvojem srcu. In rekla, dal si samo 20% s srcem. Jaz pa sem dala vse. Mi sledite še? Težko nam je predati. Jaz ne govorim o denarju. Me razumete? Težko nam je predati stvari. Če se vrnemo nazaj. Učenci so bili v zgornji izbi. Kaj so tam počeli? Tam piše, da so se bali farizejev. In Ellen White pravi v apostolskih delih, da so se tam skrivali. Zato, ker so se bali pred farizeji. In to je jasno. Okay. Kaj so tam počeli? Opisuje v Svetem pismu, da so molili. Predani so bili molitvi. Zelo preprosto. Ampak duh preroštva, tam piše tudi, da so se spokorili. Česa so se spokorili? Od česa so se spokorili? Kaj so počeli tako groznega, da so se mogli spokoriti učenci? Rekla je, da so se spokorili vsega pričkanja, da so se spokorili, da niso zaupali Jezusu. Oprostite, moj glas ni več tako dober. Rekla je, da so se ponižali in sprejeli svojo popolno odvisnost od Boga. Razumeli so, da sami ne morejo narediti dela. Torej, prva stvar. Zapomnite se, kaj govorim. Na koncu bo kviz. Ponižali so se. Spokorili so se. In tretja stvar. In molili so skupaj za izlitje Svetega Duha. Molili. Razmislite o bibličnih vrsticah, ki v Stari zavezi to piše. Če bi moje ljudstvo, ki se imenuje po mojem imenu, če bi molili in se spreobrnili od svojih hudobnih poti, v eni besedi, kaj to pomeni, da se spreobrnili? Spreobrnenje, spokorjenje. In če bi
če bi me pogledali v obraz in molili, je tako, bi ozdravil njihovo državo in odgovoril na njihovo vprašanje. Bog je obljubil. Obljubil je. Zakaj se ne zgodi? Če se učenci ponižajo, se spokorijo in molijo za Svetega Duha, je Bog to storil. To je recept. Spravite se skupaj, ponižajte se pred Gospodom. Ko smo gradili cerkev v Romuniji, ko je policija prišla, da bi vse nas aretirali, zato ker je bilo protizakonito v komunizmu, ko so prišli za aretirati, so se ljudje skrivali pod novo konstrukcijo, pod balkonom, zadaj. Dež je bil, ljudje so se skrivali in molili. In te ljudje so molili, da ne bi šli v zapor in mučeni in morda ubiti ali pa zgubili svobodo za celo življenje. Če vas aretirajo na Kubi ali Severni Koreji, ni dobro. Nikoli verjetno se ne boste vrnili domov. Vrgli bi vas v koncentracijsko taborišče, vas mučili, tepli in nikoli več ne bi bili svobodni. Smrt je lažja v taki situaciji. Tole, vsi smo vedeli, kaj prihaja. Ko so prišli pod balkon in so začeli moliti, so molili, Gospod, ne želimo iti v zapor, ne želimo biti mučeni, prosim, Gospod, vrvi naj. In jokali so in jokali v strahu, da bi šli v zapor. Moj oče je šel do vrat, se pogovarjal s policijo, odprite vrata in ne, nimate sodnega naloga policiji. Odprite vrata. Imate sodni nalog? Ne. Torej, adijo, ne bom odprl, če nimate sodnega naloga. Oče je prišel nazaj in ljudje so jokali. In je rekel, zakaj pa jokate? Ne želimo iti v zapor. Oče je rekel, še vedno ljubite svoje življenje? Še vedno mislite nase in na svojo svobodo? Kako pa je z Bogom? Kaj se bo zgodilo z Božjim imenom v tem mestu? In potem je rekel, spokoriti se morate, predati se morate. In moramo se koncentrirati na Boga in prositi za Božjo slavo in delo. In pozabiti sebe. To je čisto druga raven. Zato, ker ljudje molijo za sebe. V mojem molitvenem seminarju, kjer sem poslušal 6 mesecev veliko molitev in 92% vseh molitev, ki sem jih slišal, je bilo vse, kar se tiče sebe. 90%. Kakorkoli že. Moj oče jim je rekel, koncentriramo se na Boga in spomnim se, kako je moj oče rekel, Bog ne bo prišel med nas, preden se mi ponižamo pred njim in se spokorimo. Ne bo prišel in naredil čudeža med nami, dokler se mi ne ponižamo in spokorimo. Oče jim je rekel, spomnite se, kar je Jozue rekel ljudstvu. Gospod je rekel, posvetite se, da bo jutri naredil Gospod velike reči za vas. Se spomnite? Pred Jerihom, ko se je Jezus pokazal Jozuetu in se mu Bog pokazal kot vojak. Torej, posvetite se, kajti jutri bo Bog naredil velike reči med vami. Če želite, da Bog želi vam narediti velike reči jutri, se morate danes posvetiti. Me sledite? Kako so se posvetili? Očistili so se fizično in potem bi rešili probleme med seboj. Niso šli v molitev, dokler niso rešili problem. In potem bi rešili probleme med njimi in Bogom. In potem so bili pripravljeni. Torej, moj oče je rekel, ponižajmo se in rešimo probleme med seboj. Ko ni več problemov med nami, potem lahko Boga prosimo za njegovo prisotnost. Bog ne bo prišel, dokler greh obstaja med nami. Če on pride, bi mi vsi umrli. Zato se moramo zagotoviti, da vse priznamo. Ne moramo biti sveti še, ampak lahko pa prosimo za odpuščanje. To pa je rekel. Torej šel je k starešinam in rekel, prosim, odpusti mi. In tudi drug, se spomnim, velik tip je rekel, brat Pavel, zakaj? Je rekel, moj oče je rekel, z mojo ženo sva te kritizirala doma. Rekel, ja, potem moram tudi tebe prositi za odpuščanje, ker tudi midva sva te kritizirala. Zato, ker si bil 40 let glavni starešin, jaz sem hotel biti glavni starešina. In tako sta se objela, se prosila za odpuščanje in jokala na ramah in sta rekla, vse mi je, če sem starešina ali ne, če gremo v zapor. Kako mi bo to pomagalo? Prosim, odpusti mi. Objela sta se in kmalu še naslednji drugega
za odpuščanje so se. In potem se je nekaj zgodilo, ko se je cela cerkev objemala, jokala, prosila za odpuščanje, poljubljali. Nekaj, kar še prej nisem videl. Tako veliko enotnosti. V tej cerkvi sta bili dve družini, ki sta se bojevali, dve generaciji. Starši in otroci so se bojevali. In v tem trenutku so pozabili ta boj. Objemali so se in prosili za odpuščanje in molili. Čudovit sladek duh je bil. Policija ni prišla. Dolga zgodba. Preberite si v knjigi, kaj piše. Ampak bistvo je, doživeli so velike čudeže, potem, ko so skupaj stojili in so se ponižali in spokorili in molili skupaj. Celotna cerkev se je tam na tistem gradbišču združila in celotna cerkev se spominjam. Bil sem tam, čeprav sem bil v 5. razredu. Celotna cerkev so jokali skupaj, molili skupaj in prosili za odpuščanje drug drugega. Drugačna cerkev je bila. Niso peli Kumbaja, nič ni narobe s pridigo in Kumbaja, ampak oni so storili nekaj novega. Rešili so probleme, ki so jih imeli. Nič ni bilo več znotraj, kar ni bilo priznanega. Mi še sledite? Mi tega ne storimo. Tudi pomembni ljudje na odgovornih pozicijah tega ne počnemo. Zato, ker ne želimo tega početi. Da bi se ponižali. Dajte no. Kdo se rad poniža? Mi sledite? Mi ne počnemo tega. In moja žena pride vsako jutro k meni in mi pravi, pusti to. Jaz se prepiram s sinom in ona pravi, pusti to, se imam prav. Ja, ampak nisi ponižen. Mi sledite? Pravi, pusti, ne boš zmagal. Če se resnično ponižate in priznate svoj del, potem ste zmagali. Mi tega ne počnemo. Ta cerkev je storila nekaj novega. Ponižali so se, priznali so drug drugemu, pričeli so skupaj moliti. In ko se spomnim, ko so začeli moliti skupaj, je bil občutek, ki ga še prej nikoli nismo čutili, nek občutek, da je Bog prišel med nas. Mi smo začutili dobesedno, da je Bog bil tam. Takega občutka prej še nikoli nisem imel v cerkvi. Vsega se spomnim, ko smo celo noč molili. Ob 2 smo zjutraj molili, da bi nas aretirali in ob 5, 6 zjutraj so ljudje peli. Ampak nihče ni rekel, da zaključimo s številko pesmi. Vsi so molili in preprosto so začeli peti in jokati in peti. Nekaj je bilo drugače. Razumete? Ljudje so do tega prišli zaradi tega, ker bodo bili aretirani, vsi bodo šli v zapor. V komunistični državi, če greš v zapor, to ni lepa reč. Vedeli so, da bodo šli v zapor in to je konec njihovega življenja. In vedeli so, na začetku iz strahu so začeli moliti. Potem so pa molitev spremenili od Bog reši me do Bog odpusti mi. Če je kaj med mano in teboj, odkri in reši. Priznali so drug drugemu grehe, se ponižali, prosili za odpuščanje in potem, ko so rešili te probleme, ni bilo več napetosti med njimi in so začeli skupaj moliti. Gospod, in spominjam se, kako je moj oče molil. Gospod, srečni smo umreti za tebe. V moji misli sem si mislil, sti nor, 5. razredu. In oče rekel, Gospod, veseli smo, da umremo za tebe. Ne gre se več za to, za nas, ampak kar se bo zgodilo za tvojim imenom, tem mestu, da bi te ljudje spoznali, če bojo cerkev uničili. Naredi kar češ, Gospod, za tvoje ime. Naredi nekaj, da bo mesto vedeli, da obstaja Bog in da bo mesto imelo priložnost, da bi bilo rešeno. Tako niso več molili za svojo svobodo, pozabili so, da bodo aretirani. In molili so, da bi jih Bog naredil nekaj, da bo mesto lahko spoznalo Boga. In molili, da bi Bog dal svetega duha nad cerkvijo, da bi Bog naredil cerkev luč v mestu. In ko so to molili, se spominjam, da so začeli peti. Čisto drugačen način molitve je bil. Čisto drugačen način, drugačno okolje. Imeli smo občutek, da je Sveti Duh prišel tja, občutek, da so nebesa v cerkvi. Ste imeli že kdaj ta občutek? Da je cerkev začela rasti iz majhne skupine v ne vem več koliko,
150 do 270, 300 ljudi. Ampak bistvo je, da je cerkev začela čutiti, da so nebesa v cerkvi. In ljudje so prišli v tisto cerkev in rekli, tukaj je drugače, tukaj lahko čutimo Boga. In ljudje so prišli v cerkev. Ali čutijo Boga tukaj? In to se ne bo zgodilo, preden se mi ne zberemo skupaj in molimo. In ne govorim o tem, da pridemo skupaj in malo molimo, od 6 do 6:30. To je tudi dobro. Govorim o popolni predaj, popolni ponižnosti. Življenje ali smrt. Mi sledite? Zakaj mi tega ne počnemo? Očitno nam je preveč udobno, če glih ne rečem, da smo leni, ali pa preveč udobni, da bi karkoli storili. Ali pa se preprosto ne želimo spremeniti. Všeč nam je, kjer smo. Vemo, da bi se morali spremeniti, ampak danes rečemo ne. Jutri. Mi sledite? In Jezus prihaja in Bog nas kliče, tudi vas in mene. Bog kliče vas. Ne čakajte, da se bo cerkev doživela prebojenje. Vi ste cerkev. Cerkev ni stavba, ne institucija. Cerkev ste vi. Bog vas kliče, da stopite ta korak. In če želite, da se stvari začne dogajati, je to pot, po kateri se potem zgodijo. Zelo žalostno je, ker to vemo, ampak tega preprosto ne storimo. V Ezekielu piše, Bog govori preroku in pravi, moje ljudstvo posluša tebe, kot da bi poslušal dobro muziko. Ampak tega nič ne storijo. Samo poslušalci so, ne delajo. Bog pa nas kliče, da mi to storimo. In dejstvo, da ste danes prišli sem, mi kaže na to, da vam je mar. Ker če vam ne bi bilo mar, ne bi bili tukaj, bi bili doma in jedli pico. Bistvo, da ste danes tukaj, to pomeni, da vam je mar. In Bog ne pričakuje 300 ljudi, da pride skupaj. Jezus pravi, kadar bojo 2 ali 3 zbrani skupaj. Številke ne impresirajo Boga. On si želi sicer, da bi jih bilo več, ampak predanost, to impresionira Boga. Me razumete? Zato, ker ljudje me kličejo in pravijo, 15 je, pravijo. In pravim, to je čudovito. Bog lahko deluje s 5. Bog lahko deluje s 5, s 500, ni bistveno za njega. Učenci so prišli skupaj v zgornji uzbi in so se ponižali drug pred drugim, so se spokorili in molili. Ko so se ponižali, govori o temu veliko. Danes nimamo časa, da bi se prebrali, ampak ko so se ponižali, pravi Ellen White, da so prepoznali, da ne morejo sami v svoji moči storiti. Da misija, ki jim je Bog dal, je več, kot mi lahko sploh storimo. Kako lahko vi ali jaz evangeliziramo celoten svet? Če bi vas vprašal, vse vas, koliko vas je kle? Če bi vas vprašal, da evangelizirate celotno Kalifornijo, vsako mesto, vsako bajto, bi lahko to storili. Kaj če pa bi vam rekel, evangelizirate vso Združeno Ameriko in da bi šli čez vse države? Ni važno. Bi to lahko vaša skupina storila? Ne, seveda ne. Kaj pa če vam rečem celoten svet, Afriko, Azijo, Evropo? To je noro. Vsako mesto vas na svetu. In to, kar je Jezus rekel od njih, da naj grejo do konca sveta. Kako bi to oni lahko storili? In rekla je, da so prepoznali, da oni tega ne morejo storiti. Niso imeli denarja, preganjali so jih, niso imeli medijev, niso imeli načina, da bi to storili. Bali so se priti ven iz tiste sobice, ampak ponižali so se in rekli, mi tega ne moramo storiti. Potrebujemo te. Druga stvar, spokorili so se vsega nagajanja, vseh ločevanj. In Ellen White je rekla, s pokorjenjem, poslušajte sedaj, pozorno, so pripravili pot za Svetega Duha, da je prišel. S pokorjenjem so pripravili pot. Mi se moramo spokoriti vseh ločevanj. Ne rabimo se strinjati vsem, ampak potrebujemo Boga, da deluje, da skupaj delujemo. Se strnemo skupaj. Me razumete? Spokorili so se vseh nesoglasij. Včasih si na kakšnem odboru in včasih misliš, a so to sploh kristjani ali kaj drugega.
Me razumete? Bil sem na takih odborih in domov sem šel z bolečinami v trebuhu in sovražil sem iti na še kakšen odbor. Zakaj? Zato, ker nismo ponovno rojeni. Ko se spokorimo, se ne rabimo strinjati, ampak drug drugega globoko ljubimo. Spoštujemo drug drugega globoko. Pripravljeni smo moliti skupaj, za karkoli se ne strinjamo. Pokleknemo, objamemo se in rečemo, dajmo moliti. In naj nas Sveti Duh navdahne. To je takrat, ko se spokorimo. Me razumete? Potrebujemo se spokoriti, da molimo skupaj do stopnje, ker ne bo več ločevanja, napetosti med nami, dokler cerkev ne postane eno. To, kar je Jezus molil, Janez 17, je molil, tako kot sva jaz in Oče eno. Predstavljajte si to enotnost v trojstvu. Enotnost med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Tako kot smo mi eno, je tudi cerkev lahko eno. Tako enotnost On želi v cerkvi. Ko se združimo, poenotimo, potem, ko se podnižamo, spokorimo, združimo, potem pripravimo pot, da Sveti Duh pride. In On bo naredil čudovite, neverjetne stvari, neslišane stvari. In Bog bo to storil. Ni vprašanje. Duh proroštva je čisto jasen pri tem. Zgodnji dež je bil obilica izlet, ampak pozni dež bo bil še bolj obilen, kakor zgodnji dež. Bolj obilen. Veliko močnejši. Zgodil se bo pred našimi očmi. Vprašanje je, ali bom jaz in ti tam. Bom del tega ali ne. Samo to je vprašanje. Torej, ko se ponižamo in se spokorimo in molimo, to pripelje enotnost. Ko se to zgodi, to spokorjenje, to priznanje, ta molitev, ta enotnost, se končno pripravi pot za Svetega Duha, da pride in prevzame. Ko ta pride, se stvari začnejo dogajati izven normale. Znorijo, tako rekoč. Vse veste. Stvari eksplodirajo. In to je to, kar potrebujemo. Razlog, zakaj se nič ne dogaja. Zato, ker še nismo tam. Sveti Duh ne more prevzeti. In še enkrat, Jezus prihaja. Verjamete to? Potem zakaj se ne spravimo skupaj in to storimo? Me razumete? Koliko izmed vas želi to storiti? Amen. Slava Bogu. Pastor, uporabi to. Ne glejte za čudeže. Ljudje me kličejo in pravijo, molili smo cel teden, pa nismo videli čudeža. Jaz jim odkimam in jim pravim, ja, jaz sem šel en teden v šolo, pa mi niso še dali diplome. Ne glejte za čudeže. Ne glejte za glas, ne glejte za moč, ne glejte za nekaj. Ko skupaj pridete in molite, naredite to zato, ker je vam Bog to rekel, da storite. Naj On odloči, kdaj boste pripravljeni in kdaj bo On storil svoje čudeže. Me razumete? To je njegova stvar. Vaša stvar je, da skupaj pridete in molite in se ponižate. Rešite probleme med seboj, molite skupaj. Naj se Sveti Duh izlije. Čudovito je. Jezus je bil jasen. Če vi, ki ste hudobni, dajete dobre darove svojim otrokom, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tem, ki ga prosijo. Spravite se skupaj in molite za Svetega Duha. V bistvu, zelo preprosto, Jezus je obljubil, da če molite, vam bo Bog dal Svetega Duha. Prosite za to. Prosite za Svetega Duha. Me razumete? Zelo preprosto. Spravite se skupaj in molite. Nekdo mi je rekel, ne vem, kako majhen sem še bil, ampak spomnim se, ko sem bil v Romuniji, smo imeli 10 dni molitve in oče je govoril s pastorjem in rekel, ne bomo samo molili kot vsi, ampak drugače. Torej rekli so, tako bomo naredili. Začeli bomo to soboto do naslednje sobote. To soboto bomo vsi prišli v cerkev in nihče ne bo šel domov. In ljudje so s seboj prinesli šotore, nihče ne gre domov, molili bomo od petka zvečer do sobote večer, 24 ur. In vzeli so seboj hrano in spominjam se, kako sem gledal mami, koliko je še hrane ostalo, ne? Ker jaz jem, ne? Zato mi je to ostalo spominjam. In med tednom smo vsi molili doma. In to smo storili.
napisali smo se na list, je bilo nekako 10 ljudi molilo vsako uro. Vsako uro. Tudi zjutraj. In spominjam se, vsako jutro ob 3 zjutraj je bil čas za našo družino. Ja. In nisem se želel zbujati. In ob 3 zjutraj sem šel v kuhno in to je bilo v času komunizma, ko so izklopili ogrevanje, elektriko in vodo. Vlada je to izklapljala. In mrzlo je bilo. In 5-6 dek sem imel na sebi, smo vzeli knjige Ellen White in Biblije, se pokrili in molili in preučevali, da bi Sveti Duh padel nad mesto in nad nas. Jaz sem bil majhen, morda 2. razred, 3. razred. In ob 3 zjutraj je sestra prišla in sem šel nazaj spat. Me razumete? In tako smo se menjali, vsaka družina v cerkvi. Ob vsaki uri, dan ali noč, med tednom, je nekdo molil za izlitje Svetega Duha. In potem naslednjo soboto smo spet od petka zvečer do sobote zvečer bili skupaj. Mislite, da je to preprosto? To je predanost. Ampak tako je cerkev rasla. Tako smo doživeli Božjo moč v komunistični državi, kjer so nas hoteli ubiti. A vseeno smo gradili cerkve. Tako smo doživeli Božjo moč. Molili smo. Moč je v predani molitvi. Kaj pa če bi naša cerkve v Ameriki, Sloveniji, vse molile na ta način? Si predstavljate, kaj bi Bog storil? Zakaj ne molimo? Preveč nam je udobno. Morda bo Bog dovolil preganjanje, da nas prebudi. Da bomo storili to, kar nismo storili, ko nam je bilo udobno. Razumete? Spominjam se, ko bi Bog želel, da mu predam svoj avto in mu nisem želel, je Bog rekel v mojih mislih, me ljubiš, sem rekel, ja, če mi ga ne daš, ti ga bom vzel, je rekel. Jaz sem rekel, ne, raj ti ga dam. Včasih mora Bog dovoliti določene reči, da bi nas naučil stvari, ki jih drugače ne bi počeli. In ko gremo čez te reči, mi sovražimo krize, kaj ne? Ampak te imajo tendenco, da nas spominjajo na to, da se vrnemo nazaj k Bogu in da se ponižamo. Tako? Končajmo danes, ker sem imel operacijo na glasilkah pred časom in tik pred Avstralijo, kakorkoli. Operacijo sem imel in zdravnik mi je rekel, naj ne govorim več kot 45 minut, kar je težko za me, ampak v redu. Moram imeti počitek za glasilke. Naredimo nekaj sedaj. Če govorimo o molitvi in ne molimo, to je namen. Storimo nekaj. Zberimo se skupaj v družinskih skupinah. Ne 10-20, ampak družine. Če imate družine, pridite k prijateljem, skupaj v majhnih skupinah, 2-3, ampak ne 10. Znotraj družine. In pričnimo sedaj, da bi priznavali drug drugemu. Lahko to storite. Ponižajte se drug pred drugim in priznajte v družini. Oprosti, odpusti mi. Lahko to storite. Težko je. Ne? Dobro. Pričnite s priznavanjem. Ja? Ponižajte se, spokorite in potem molite za Svetega Duha, da bi napolnil vašo družino s svojo prisotnostjo. Vaše otroke, soproga, celoten dom svojo. Molite za Svetega Duha, naj pride, da vas pripravi in vas napolni vaš srce in družino. Lahko to storite. In potem molite, da bi Bog napolnil svojo cerkev s Svetim Duhom. In danes končajmo z molitvijo v skupinah in gremo to pot. Prvo pa zagotovite, da rečete, Gospod, jaz ne morem spremeniti svojega življenja. Res ne morem predati sebe. Sovražim se predati. Ne morem v človeški moči. Ne morem spremeniti tudi cerkve, ne. Potrebujem te. Gospod, prosim za tvojo pomoč. In sedaj te prosim za odpuščanje. Karkoli sem storil, prosim, očisti me. In potem se obrnite drug proti drugemu in rečete, prosim, odpusti mi za to, uno, levo in desno. Ne zadržite tega v sebi. Prosim. Rečite.
In potem prosite za drugega. In prosite za Svetega Duha. Dam vam 5 minut. Ne molite dolgo. Ne od Adama in razodetja in teološke molitve. Gospod, bla, bla, bla. Ne delite tega. S tem Boga ne impresionirate. Boga impresionirate, ko ste ponižni. Molimo torej v skupinah in potem bom jaz zaključil molitev. Amen. Oče nebeški, kakšen privilegij, da lahko prihajamo v Tvojo navzočnost, kakšen privilegij, da lahko molimo in vemo, da Ti poznaš naše srce in da nas ljubiš in da želiš odgovoriti še veliko več na naše molitve, kot si mi mislimo. Priznavamo, da si ne zaslužimo tega. Mi tega ne moremo storiti. Potrebujemo Te. Nujno Te rabimo. V iskreni ponižnosti Te prosimo za odpuščanje. Prosimo Te, da nam odpustiš našo ljubezen za nas, naše pomankanje vere, za naš dvom, da bi zaupali v Tebe. Oče, prosimo tudi, da nam pomagaš se vsak dan predati. In prosimo, da bi nas napolnil s Tvojim duhom. Obljubil si Tvojega duha in potrebujemo Tvojega Svetega Duha. Prosimo in prosimo za njega. Da napolniš vsako osebo, vsako družino tukaj in da napolniš to cerkev s Tvojim duhom. Oče, pridi s Tvojim duhom in naredi stvari, ki jih mi ne moremo storiti v naši moči. Pomagaj nam, da bi pozabili nase in da bi se koncentrirali na Tebe, da bi zaupali Tebi in da bi vse šlo po Tvojem načrtu. Bodi z nami še do konca tega vikenda, da naj bo vse Tebi na slavo, da molimo skupaj in to prosimo v Jezusovem imenu. In hvala Ti, Gospod, za odgovor. Amen. See you tomorrow. Thank you so much, Pavel. I love that story about his grandfather. If you knew God, you'd be singing too. What a beautiful picture, you know, in my own life. Surrender comes when I fall in love with somebody. I've shared these stories with you, but whether it's a car, whether it's something else, you know, and getting married to somebody, it's love that compels, that changes us. Paul wrote, it's the love of Christ that compels us. We judge thus that if one died for all, then all died, and He died for us, that we should no longer live for ourselves, but for the one who died for us. It's the love of Christ that compels us. God bless you. Thanks for coming tonight. Thank you for your time. May you know Him, and may you sing because you know Him. Have a wonderful, wonderful evening. God bless you.